Ob tem avtomobilu sem ponosen. Zakaj? Ker je slovenski. Saj vem, Revoz je francoski, Renault je francoski, ampak so ga naredile slovenske roke. In zato je več vreden. Sem pač pristranski. Pa še prvi kabriolet kadarkoli narejen v Sloveniji. In najlepše, večini je všeč, lep in zato paše sem. Wind pomeni veter in tu ga je veliko. Občutek je v njem precej utesnjen, lahko bi rekli športen, vendar zanj niso primerni visoki. Sedeža sta samo dva, zato mu Francozi pravijo kar roadster. Prtljažnik pa je ogromen za ta razred. Vanj smo recimo zložili čisto vso snemalno opremo, ki je ni malo. In najlepše, vedno enako velik, ker se streha zlaga kar v vrata. Potrebuje le 12 sekund, mehanizem pa je tako enostaven in hiter, da bi moral zdržati vsa leta, ko se boste vozili s svojim vetrčkom. Pa še lepo brunda. V bistvu je marsikdo presenečen, da ima tale malček 98 kW oziroma 133 konjev. 1,6 litrski motor so si sposodili pri Twingu RS. Ima pa toliko veselja do vrtenja, da ga zlepa ne zmanjka. Tudi pri 7000 vrtljajih ne. Razočaral me je edino menjalnik, ker ima eno prestavo premalo in nikakor ni za avtoceste, ko pač morate kam dlje. So pa prve lepo kratke, da je Wind res poskočen. Vendar je preveč nenatančen, da bi res s takšnim veseljem predstavljali kot pri kakšnem drugem avtomobilu. Lega je zelo dobra, kar sem tudi pričakoval, saj je narejen na starem Clio RS, kar tudi nekaj pomeni. Majhen kot je tudi krasno vodljiv, vse skupaj pa nudi kar nekaj užitkov na takšni zaviti cesti. Če podlaga slaba, bo nekaj stresanja in zvijanja karoserije, vseeno pa je avtomobilček presenetljivo čvrst, saj so se potrudili tudi z dodatnimi ojačitvami. Wind je ustvarjen za takšno vožnjo. Če niste tako navihani, si raje kupite kakšen drug, večji avtomobil in se pa polže pomikajte v kolonah ob obali. Seveda obstajajo tudi bolj športni avtomobili, je pa ta edini, v katerem se počutite dobesedno domače.